In to je bilo drugo sociološko srečanje, bilo ravno v času, to se zdaj spominjam, ko je bil ta proces proti čepetci. Pridejo k meni, pač na tem srečanju pridejo k meni, ne bom imenoval, ljudi, ki so potem postali, šele kasneje svetu, s kakšnimi pomembnimi ljudmi imamo opravka, rečejo, moramo hitro napisati eno peticijo, podporo, ne vem točno, takrat je bilo spoknuto, ampak podporo tej četverici, ampak so verjetno ta peticija sigurno kje zabeležena. In jaz pametno rečem, nimamo časa. Zdaj imamo sociološko srečanje, o peticiji se bom kasneje pogovarjal. In če se nekaj časa pridejo ta isti ljudje okrog, pa rečejo, podpiši. Oni so pač vedeli, da s tem človekom nekaj početi, da nima mega političnega nosu, so hitro sestavili neko peticijo. Jaz sem spet pod imenom društva, so pametni bili, spet niso nastopali kot Janezi in tako naprej, ampak so nastopali kot društvo in je pač društvo potem protestiralo proti temu, kaj se dogaja z temi 4, ki jih je takrat vojska zgrabila. Ker smo imeli kot orožje steče ravno v teh tehnologijah, vedno so študenti bili vabljeni, tudi zdaj. Smo imeli tudi študente sociologe in seveda med pauzo smo imeli pač tam malo vode, pa kalice in to je bilo to. Študenti pa lačni, kaj pa zdaj, ki imamo pa gledali. Pa en stropje višji so imeli pa farmacevti, ne vem, kjer je že njihov kongres, tudi pa hrani, kakor češ, mora ti gor pejde, to, ne? In so tam kot termiti šli gor. Imeli smo, omenil sem ga, gosta Šaloma Švarca, iz Izraela je priletel, poravnali smo stroške, zelo fair, potrudil se je, v Mladini je bil potem celostranski intervju in tako naprej, in je bil ključni govorec. Navajen je bil konferenc v zahodnem svetu, kot smo takrat rekli, in je bil strašno discipliniran. Dali smo mu 15 minut za nastopni govor, potem pa vprašanja in tako naprej. Ampak dogovorjeni smo bili tudi s profesorjem Zdravkom Mlinarjem, da bo takoj za njim imel še tudi Zdravko svoj nastop. In se nismo pravzaprav zelo obadali s tem, kdo je ključni govorec, kdo pravzaprav ne, bila sta oba ugledna profesorja. No, ampak kot organizator mi je nekaj reklo, da je vseeno tudi Zdravko treba omeniti časovni okvir. Ja, s tem se je strinjal. In potem pravi Zdravko, imam nekaj na ključku, modern je bil od začetka, imam PowerPoint prezentacijo, nekaj teh slajdov mu povedal. Ok, se ne bo Zdravko, bomo naložili na računalnik, vse nekaj ugotovili, da bo vse tekoče potekalo in res. Zdravko, da ključek, taknemo noter PPT, pogledam prezentacijo, sociološko srečanje, datum, vse in 68 slajdov. In smo rekli, Zdravko, 15 minut bi se začelo, a prav, razumemo, da je tole. Ja, rekel, če bo potreba, da bom pa skočil. In nekako, ne znam natančno povedati, kako se je končalo dobro, očitno, ampak jaz se spomnim tega šoka. Leta 1983 je sociološko društvo, takrat je bil predsednik Peter Kiner, sedaj pokojni že, ki je organiziral razpravo na temo družbena kriza, integracijski in dezintegracijski procesi v Jugoslaviji. Spet ta večna tema v Jugoslaviji. In je imel težave z pridobivanjem opreme za snemanje, da bi audio snemal samo, takrat še niso snemali kot zdaj. In tudi to je težko dobil. Pa sem v nekim novinarjem, ko so me nazadevali neki navijajo, kad sem ga. Ja. No, in so posneli celotno razpravo in tudi nastope. Nakar, čez nekaj časa je dobil take informacijo, da obstajata celo 2 verziji
avdio verziji razprave in predstavitev na tem srečanju, ker je eno verzijo posnela takrat še verjetno imenovana služba državne varnosti. Ni bilo tako visoka skrivnost, da je to prišlo na dan, ne? Pa da smo imeli na koncu dve verziji, ni tista, da je verjetno bolj kvalitetna.